Zdaj pa imamo še nekaj časa za vprašanja v zvezi s posameznimi referati. Tako da lepo prosim za vašo besedo. Mikrofon. Ko človek to bere, je idealno. Zanima me, kako je bilo v realnosti, ker recimo tudi sedaj vidimo učeniki načrtih za predšolsko vzgojo pa za osnovno šolo, imamo idealizirano podobo, da so vse učeniki sedem in tako naprej, v resnici imamo skriti kurikulum, da se ne teorije drugače. Torej, nominalna pa realna situacija. Dela sem časa. Ja. Poskušala res odgovoriti. Seveda so razlike. Te razlike v tem veru, ko sem ga jaz proučevala v Arhivu Republike Slovenije, ni, ker gre pravzaprav za dokumentacijo nadzornega odbora. Se pa takrat recimo v drugih publikacijah najdejo pisma takratnih vzgojiteljic, ki tožijo nad tem, da se pravzaprav Froblov koncept ne izvaja tako, kot bi se mogel, da se igre uporabljajo samo za utišanje otrok, da so igrala polomljena in da jim nočejo kupiti novih in da bi morali biti normativi za skupino precej manjši, kot so. Ampak, če pogledamo to v nekem evropskem kontekstu, se taka tožba vzgojiteljic pravzaprav pojavljajo po celotni Evropi. Da sem govorila. Jaz imam še, kar povzdignil glas. I have one question to the Dr. Uwe Krebs. Zanima me, po njegovem mnenju, on nam je predstavil različne nivoje raziskovanja, na različne poglede na raziskovanje otroštva in me zanima po njegovem mnenju, kaj misli, v katero smer velja raziskovati, ali kaj je najbolj potrebno, bolj biološko, antropološko, ali je raziskovanje kakšnih študij etničnih skupin z področja zgodovine vzgoje in otroštva. I'd like to ask you, from your point of view, which part of research of childhood we need for first time for the best presentation of the history of childhood, biological, anthropological, or someone studies of discovering of the small ethnical, cultural minorities to create the better and good picture of this topic. I think you can understand it also in this way. The different question, I think the biological foundations of childhood are only foundations. If you look for a frame, it is important, in my opinion, and maybe a special approach for Slovenia, to look on the influence, the different influences which intruded Slovenia in the last centuries from west, from east, from south and north, not only to show the childhood of ethnic minorities, because all these minorities, together with the Slovenians, form the nation and the convictions the nation has. So I would recommend to base it on the influences from outside and inside, and not mainly on the minorities. Is that what you want to
Bom pa še ker brez mikrofona pa vstal, moram reči, Aleš Gabrič, moje ime. Malo ste, kar sem zdaj pogrešal, glede na to, da imamo zelo zgodovino otroštva, so bili otroci. Ker smo imeli večinoma o socialnih ustanovah. Eno je bilo že nakazano vprašanje, seveda, kako prije do teh odzivov. Spominskih pa verjetno kaj takšnega nimamo, predvidevam pa, da bi se pa verjetno, ne poznam vero, kje je kaj našel, zakaj so bili kaznovani. Da vidimo tisto, kaj so si želeli, pa če se niso dobili. Bi bilo mogoče eno od teh zadev še. In ta druga stvar je seveda, torej, ali imamo kje kakršnekoli v teh verih, da najdemo na vse te referenske to vprašanje, odzivi otrok. Ker mi smo zdaj govorili o tem, kaj se dela z otroci, ne pa kaj otroci delajo. Torej, ali lahko naletimo v verih na odziv, ker bi bilo to zelo lepo slišati. Ker seveda eno so pedagoški principi, kar smo že slišali, eno je bilo tudi rečeno materinski princip. Če je veljalo v zavetišču isti, kar je veljalo v šolah, so mogle biti zavezane celibatu. Ne vem, če je veljalo v zavetiščih isto, bolj težko govorimo o materinskem principu. Ne? Ja, eno bi pa še, Brane, to bi bilo pa zate vprašanje, ker boš po naslovu in otroci in dijaki. A v to kategorijo dijaki sploh še sodijo. Če govorimo o otrošku, kar smo prej gospodu Udu Krebsu slišali, ravno to, da pravzaprav puberteta pa končana puberteta konc koncev, ker če tukaj pa že imamo spomine bodočih dijakov, ker če računamo, dijaki so že, glede na to, koliko malo srednjih šol je bilo na slovenskem ozemlju, oni so že iztrgani družinskemu okolju. Nekateri že živijo odgovorno, že sami samostojno živijo, če beremo Alešovčeve spomine, predava, lektorira, zato da se preživlja in da živi, ali to še sploh sodi v to kategorijo otroštva, ja ali ne, ker jaz bi že bolj sumil, da pravzaprav saj za višje gimnazijce to več ne sodi to kategorijo, ker pravzaprav, če računamo konflikt gimnazijcev z njihovimi profesorji, ali smejo v gimnazijo ali ne, torej oni so že odrasli v gimnazijo, v gledališče, ki jim je prepovedana, ker jih obravnavamo kot otroke, pa jim to prepovedujemo, sami so pa že čutijo dovolj zrele, da se z višjimi ravnami dojemanja srečujejo, pa jim to pravzaprav prepovedujemo. Ali to še sodi v to kategorijo? Hvala. Ja, na prvo vprašanje ne vaše, kaj pravijo otroci. Ti veri so zelo fragmentarni, sem pa sama nekaj našla, mislim, da je šlo ravno za Marjanišče, ker je nek učenec Marjanišča poslal pritožno pismo na deželno predsedstvo, kakšne svinjarije v narekovajih se tam dogajajo. Prišlo je do disciplinskega pregleda, bil je poslan inšpektor, ki vse skupaj preveril in na koncu se je izkazalo, da so tožbe neutemeljene. To predvidevam, na tem je treba, da so je treba dati bolj poudarke, ker nismo videli prezentacije. Dajmo iz tega izhajati, kontra obrniti situacijo. To so zelo težko najti in so zelo fragmentarni. V šolskih glasilih, dijaških glasilih mogoče kaj takega počne. Ja. Ker logično, da bodo zavrnili pritožbo. Mislim, ni logično, ni prav, je pa dejstvo. Ampak se mi zdelo pa pravzaprav že pogumno dejanje, da nekdo napiše pismo, se spodaj podpiše s polnim imenom in priimkom in ga pošlje na šolsko komisijo, ne vem kam, v tem primeru. Se mi zdelo že, a ne. Glede drugega vašega komentarja, torej materinski nadzor. Jaz pravzaprav tukaj mogoče, tudi če te vzgojiteljice oziroma učiteljice, ne, torej se niso smele poročiti in so bile zavezane celibatu, pravzaprav govorimo tukaj o nekem socialnem materinstvu. Ne. To svoje neuresničeno materinstvo potem razvijajo, ne, preko svojih učencev, preko svojih torej, vrtičkarjev. Ne. Pa moški razvijajo kako očetovstvo? Ne, očetovstvo je pravzaprav v 19. stoletju zavezani kapitalu in temu, da preskrbijo družino, da lahko mati izvaja svojo moralno funkcijo v družini. Moj odgovor glede dijakov bi seveda bil takšen, da so na meji.
nekje 12-letniki, jih lahko postavljamo tako v otroštvo kot v odraslost, nekje vmes so. Je pa seveda res, da tisti, ki so bili navezani nase, so bili bolj odrasli, kot pa tisti, ki so živeli v zavetju svojih družin. In tudi prav iz spominov bi se dal analizirati. Še sem rekel, više gimnazicije. Višje ne, to se pravi, gre za dijake, vendar po mojem jaz bi rekel temu dijake nižje gimnazije. Dokler so pač šolo obvezni, ker šolsko obveznost lahko končaš tudi kot gimnazijac in to je bila pri meni tista končna. Če še jaz odgovorim na vprašanje, sicer koliko je realno, koliko so ta napetova načela v realnosti država. Jaz sem to preverjala predvsem iz obsežne korespondence, ki je v nadškofijskem arhivu, kjer se vrsto mladeničev in potem odraslih moških napeto zahvaljuje za usmeritev v šolskih letih. Seveda to lahko potem trdim predvsem za Lampeta, za obdobje njegovega ravnateljevanja. Namreč to obdobje je povezano predvsem tudi z njegovim karakterjem, ki je bil karakter predvsem tudi zelo občutljiv na socialne stiske. Namreč on je tudi pri 12 letih postal brez matere, bil je od otroštva bolan, namreč imel je bolane oči in ni mogel biti veliko zunaj. In se skozi vso njegovo pot življenjsko kaže ta občutljivost na človeške stiske, tako tudi v vzgojnem zavodu Marjanišče. Potem ta njegova načela, ki jih razvija v okviru neotomističnega koncepta, se lahko preverjajo potem tudi iz spominov, ki jih pišejo različni ljudje, ko vzgajajo njihove otroke, predvsem tudi zunanje tiste, ki so plačevali vzgojo in izobraževanje Marjanišče, namreč so jih pomešali, da je prišlo do neke interakcije med bogatejšim in najemnejšim sloji. In pa predvsem iz tega pisanja, Lampetovega pisanja o otrocih. Namreč v otrocih piše z veliko ljubezni, prepozna njihove šibke in te šibke točke, potem tiste točke, ki so samo otrokom nekako v naravi in zelo zanimiv način opisuje v različnih razvojnih fazah, ko so manjši, ko so potem bolj odrasli, že ko prihajajo v obdobje pubertete. Seveda je potreba vedeti, da je on zelo dobro poznal psihologijo, ne samo racionalno psihologijo v okviru razvijanja filozofskih načel, pač pa tudi empirično psihologijo, ki se ukvarja z človekovo naravo od danega časa. Tako da iz mojega stališča raziskovalnega, raziskujem Lampeta, lahko rečem, da njegova načela vsaj za časa njegovega življenja zdržijo. Seveda so tudi v Marjanišču bile težke situacije, ki jih tudi samo opisuje. Namreč v tem obdobju je bilo veliko grdega govorjenja tudi čez njegovo predstojništvo. Namreč ljudje so si vse sorte zmislili, kaj se dogaja po Marjanišču, pa se v resnici ni. Tako da ne morem reči, da bi z gotovostjo lahko raziskali, kaj se je dejansko res dogajalo, pa vendar za Lampeta lahko rečem, da je v veliki meri zdržalo to, kar je govorilo. Govorite čisto kratko, kaj bi se misli, da se neka otroštvo, kaj potem vmes. V bistvu v pedagoški literaturi se že konec 19. začetku 20. stoletja pojavlja koncept mladostništva. Saj za ta del pravzaprav mladih ljudi, ki se še šolajo. In v bistvu tudi iz spominske literature se zelo jasno vidi, da to nima smisla, se zelo jasno vidi, da se pravzaprav v srednji šoli mlade ljudi, tako imenovane mladostnike, obravnava pravzaprav na eni strani zlasti v višji srednji šoli, že kot polovico odrasle, se jih naslavlja z gospodi in tako naprej, ampak vendar se jih še vedno obravnava z izrazito patriarhalnim odnosom, to se pravi kot mlajša. In da tukaj, pri nas v pedagoški literaturi boste že pravzaprav najdli to vprašanje, kako to vmesno obdobje mladostniško definirati in v tem se tudi že razpravlja tam v letopisu. Sem to zdrav.
v arhivskem gradivu in v pač kronikah šolskih, pa so v zapisnikih pač teh sej učitelj. To bi se dala, ampak enostavno, to je tako razprašeno, to je veliko dela, to bi mogli pravzaprav narediti nek projekt, ki bi pravzaprav te stvari. Če ti gre samo za zavetišča, potem tega gradiva toliko, da lahko 3 leta samo to delaš in tam noter pač teh podatkov ni, saj jaz jih nisem videl. Potem bi bilo treba to posebej obdelevati. Jaz se zahvaljujem vsem, treba bo počasti, smo že prekoračili naš čas. Lahko povzamemo to diskusijo najbolj v to, da sta dva taka vira, ki bi bila z druge strani osvetlila vso to problematiko. Eno so konfliktne situacije in problemi, drugo pa spominska oziroma dnevniška spominska literatura, to, s čemer se danes ustna zgodovina ukvarja tam, kjer še dosežemo. Hvala lepa vsem in lep dan naprej.